Živijo vsem skupaj. Torej, danes bomo govorili o personalizaciji, ker to je nekaj, kar bom tudi potem kasneje v statistiki pokazal, to je nekaj, kar je danes, mislim, kar je vedno bolj in, kar bo verjetno ena od velikih marketinških smernic v 2016. In zato je fino, da začnemo večkrat o tem razmišljati, kje lahko to začnemo, ker slej ali prej bo to postala, lahko rečemo, konkurenčna prednost, če bomo imeli mi boljši odnos s stranko, kot jo ima nekdo drug, kar je pa že zdaj. Pa če najprej rečemo, kaj sploh je personalizacija. S personalizacijo se v bistvu približamo stranki in ji tako pokažemo, da jo razumemo in cenimo. Ker zdaj, če pomislimo samo na to, kako gremo v neko našo najljubšo restauracijo ali pa lokal, pa nam natakar reče, živjo Andrej, danes boš pa tudi zeliščni čaj, ne? Jaz samo pokimam, dobro se počutim, tak prijeten občutek je in verjamem, da imate vsi kakšne podobne izkušnje, ko je nekdo s tem, da je majčkeno prilagodil svojo storitev vam, vas s tem navdušil. In ravno to je, ne, personalizacija ni samo živjo Andrej ali pa a boš danes spet ta in ta čaj. Personalizacija mora biti del kulture podjetja in mora se v bistvu, personalizirana mora biti celotna izkušnja stranke, torej od tistega marketinškega dela pa na koncu do prevzema izdelka. Torej in o tem, kako stranko nagovarjamo, kakšne ponudbe ji dajemo, do tega, kako storitev ali pa neki izdelek do nje spravimo, in kakšna je v bistvu potem izkušnja s samim izdelkom. Samo moment. Tako, zdaj v tem v današnjem webinarju se bomo bolj posvetili personalizaciji v digitalnem svetu, ker na tem področju lahko največ naredimo oziroma na tem področju je največ možnosti za izboljšavo, pa v Frodixu se radi ukvarjamo predvsem z digitalnim delom, bomo pomenili tudi, kaj vse se da na nek način narediti tudi v analognem svetu oziroma v tem offline svetu, lahko rečemo, ne. In zdaj tukaj na digitalni strani je problematika ta, da obstaja en kup enih orodij za izvajati personalizacijo, lahko delamo AB testiranje, da ugotovimo, katera sporočila so bolj všeč našim potencialnim strankam, lahko imamo nek napredno zbiranje podatkov, kar je progressive profiling, kjer skozi forme dobimo ob vsaki izpolnitvi forme nekaj več podatkov o našem obiskovalcu spletne strani. Lahko delamo personalizacijo mailov, ali pa prav personalizacijo izkušenj na spletni strani, kjer imamo pa zopet en kup enih možnosti, kakšne podatke lahko uporabljamo, torej ali so to podatki osebe, ali so to podatki o obnašanju osebe, ali so to okoljski podatki, kakor je trenutno vreme, in tako naprej. Ampak zdaj vse te tehnike, vsa ta orodja, pa vsi te prijemi nam v bistvu nič ne pomagajo ali pa imajo veliko manjši učinek, če si mi predtem ne zamislimo neke dejanske strategije personalizacije, ki jo hočemo delati. Torej spet, da začnemo uvajati kulturo oziroma pač personalizacijo na vseh nivojih odnosa ali pa stika s stranko ali pa potencialno stranko. Tako, kot sem omenil že na začetku, personalizacija je trenutno in. Če pogledamo samo prioritete, ki jih imajo marketingerji oziroma intervjuvani so bili CMO-ji, torej Chief Marketing Officerji, njihove prioritete v letu 2015 so na prvem mestu je usmeritev v več kanalov, torej nek omnichannel marketing, na drugem mestu je vsebinski marketing, torej proizvajanje več vsebin, dovajati neko korist strankam z vsebinami in že na tretjem mestu je personalizacija. In zdaj, ko so v bistvu ena agencija Fit for Commerce je vprašala torej te vodje marketingov, če
računajo, da bodo začeli ponujati neko 1:1 strategijo personalizacije, jih je kar 55% odgovorili, da ja. In pa še neka ugotovitev, 32% jih meni, da že imajo dovolj podatkov, da lahko začnejo ponujati neko personalizirano izkušnjo. Nekje drugi, 2/3 so pa ali se jim zdi, da nimajo podatkov, ali pa niso prepričani, torej niso kaj dosti razmišljali o tem. In zdaj, zakaj se splača delati personalizacijo? Pure Clarity, to je en ponudnik personalizacije spletnih trgovin, je naredil neko raziskavo, kjer so ugotovili, da tržniki oziroma marketingerji, ki vložijo v personalizacijo spletne trgovine, da 60% od njih dobiva neko povrnitev na to investicijo. Personalizacija v povprečju predstavlja nekje 19% rast v prodaji, kar jaz mislim, da ni malo in bi si vsak tega želel. In pa, ko so spraševali potrošnike, so ugotovili, da 40% strank kupi več pri ponudnikih oziroma v trgovinah, ki ponujajo neko personalizirano izkušnjo. Torej, ali so to personalizirane ponudbe, ali pa neki upselli oziroma cross-selli znotraj nekega nakupnega izdelka, kot to vidimo, ali pa je videl vsak, ki je kadarkoli kaj kupoval preko Amazona. In zdaj, zakaj moramo pa mi se lotiti personalizacije? Dejstvo je, da, kot sem prej omenil, stranke personalizacijo na nek način želijo oziroma celo zahtevajo. Stranke si želijo, da so marketinška sporočila zanimiva, da je vsebina uporabna, da so izdelki in ponudbe relevantni za njih, za njihovo trenutno situacijo. In zdaj, če se tega lotimo pravilno od začetka, bomo dobili nek pozitiven izplen, obenem bomo pa v bistvu bodo stranke bolj zadovoljne in v zameno nam bodo brez težav dale tudi več svojih podatkov, mi pa jim bomo na ta način lahko ponudili še boljšo izkušnjo z nami. In zdaj, kje pa začnemo? Najprej rabimo podatke. Torej, jaz v tem webinarju bom verjetno več kot nekih odgovorov dal nekih vprašanj, ki si jih morate zastaviti, če vas zanima, če bi se radi začeli ukvarjati s personalizacijo. In eno izmed prvih vprašanj je, kakšne podatke mi imamo v stranki, ki jih lahko uporabimo. Torej, a imamo v CRM-ju neke podatke, a imamo podatke o preteklih nakupih, ki jih lahko povežemo direktno s stranko. Spet, kakšne podatke imamo v CRM-ju, a so to neki osnovni podatki, ime, priimek, e-mail, naslov, ali imamo še kaj več nekih demografskih podatkov, spol, iz kje so, koliko so stari, kaj jih zanima. Potem druga stvar, ki se moramo pri podatkih vprašati, kako lahko pridobimo več podatkov v strankah. Zdaj tukaj lahko naredimo, lahko se lotimo tega z vsebinskim marketingom, pa jih skozi neke obrazce pridobivamo podatke, lahko zaženemo nek klub za stranke z nekimi posebnimi ponudbami, kjer bodo mogli za vstop ali pa za prijavo v klub nam dati nekaj več podatkov. Lahko jih zbiramo čisto osebno, če smo v nekem takem segmentu, kjer je veliko osebnega stika, lahko izvajamo ankete in tako naprej. In zdaj, kje vse lahko personaliziramo? Personalizacijo lahko delamo res na vseh korakih, ki jih stranka prehodi, od tega, da izve za nas, do dejanske konverzije in tudi zvestobe. Torej, če rečemo v prvem koraku, kjer imamo to, da stranka nas sploh najde oziroma se nas zave, to lahko delamo
personalizacijo lahko delamo s SEO-tom, torej da delamo prave pristajalne strani namenjene nekim segmentom, in pa potem ponujamo tudi remarketing, kjer pa v bistvu oglaševalske platforme ponujajo, nam omogočajo delati segmentacije, ki že do neke mere personalizirajo samo ponudbo. Ko stranko enkrat vzpostavimo nek interes, ko jo že zanimamo, recimo, da se je prijavila na naše novice oziroma nam je ob neki drugi priložnosti dala mail in jo lahko kontaktiramo prek maila, je fino, da začnemo delati segmente na mailih, torej čim bolj, pač spet do nekega smiselnega števila, ampak razdrobimo naše maile, ki jih delamo, in segmentiramo kupca glede na njegovo zanimanje, glede na njegove potrebe. Naprimer jaz, ko kupujem za svojega psa hrano ali pa vse stvari za njega prek spletne trgovine, sem jim povedal, da imam psa, koliko je star, koliko je težek, in na podlagi tega dobivam ponudbe v mailingih že tako ali tako samo za pse, torej ne zanimajo me mačke in drugi hišni ljubljenčki, obenem mi pa lahko ponudijo tudi hrano, ki je namenjena odraslim psom srednje velikosti, recimo. In dobim potem vsake toliko časa neko posebno ponudbo, ki je namenjena prav meni. In v bistvu enako je v naslednjem delu, spet čim več delamo z e-mailom, torej tudi takrat, ko stranka že razmišlja o nakupu. E-mail tudi najlažje zares personaliziramo in na eni strani segmenti oziroma na drugi strani, da personaliziramo vsebino čisto direktno na stranko. O tem bomo več kasneje povedali pri personalizaciji e-mailov. Naslednji korak je konverzija. Lahko personaliziramo te transakcijske maile, torej ali je to neka potrditev naročila, potrditev prijave na dogodek ali pa kakršnega koli drugega zanimanja. In v tej fazi oziroma po konverziji lahko takoj začnemo delati že upsell in cross-sell, ali je to zdaj kar direktno znotraj trgovine, znotraj tega postopka konverzije, ali je pa to takoj zatem. Ampak recimo, če je nekdo kupil televizijo, mu lahko začnemo ponujati še zvočni sistem ali pa neke obvezne kable, ki jih bo potreboval, in tako naprej. In potem v zadnjem koraku, ko želimo stranko obdržati, jo delati zadovoljno, imamo pa lahko spet neke vsebinske marketing se gremo z mailom, in pa, kot smo že omenili, nek klub za stranke oziroma nek program lojalnosti, kjer ali zbirajo spet stranke neke točke ali jih na podlagi nekih drugih kriterijev nagrajujemo z nekimi stvarmi, ki so zopet zelo relevantne za njih. Torej ne ponujamo vsem enakega, ampak spet, če rečemo v spletni trgovini za male živali, bom jaz, ker sem se registriral, ker zbiram neke točke, mi bojo na podlagi tega ponudili nov povodec za psa ali pa nove priboljške, ne bojo mi pa ponujali hrane za kanarčka. In zdaj, če si majčkeno pogledamo, kako izgleda recimo personaliziran proces, v bistvu neka kombinacija nakupnega in prodajnega procesa. Najlažje je, spet tukaj bomo postavili zelo veliko vprašanj, na katere je treba najti odgovore, in na podlagi teh odgovorov, ko bomo vedeli, kaj želimo, si je potrebno zastaviti neke majhne cilje, neke majhne korake, ki jih lahko dosežemo, in jih potem sestavimo v neko večjo sliko in v neko široko personalizacijo od začetka do konca. Na koraku, kjer šele pridobivamo pozornost stranko, torej, ko je prišla prvič v stik z nami, moramo ugotoviti, kaj obiskovalce privabi na našo spletno stran.
in pa kako lahko uporabimo podatke, ki jih že imamo o njem, da ga angažiramo. Zdaj, ali je nekdo prijavljen, pa imamo več podatkov o njem, ali je samo anonimen obiskovalec, pa vemo mogoče samo iz kje prihaja, pa kolikrat je že bil na strani. Zdaj, če imamo, ko enkrat pridobimo pozornost, se sprašujemo, kako lahko personaliziramo vsebino in ponudbe, da obdržimo zanimanje, ki smo ga pridobili, in pa gremo v konverzijo, torej začnemo zaključevati prodajo. In ko naredimo konverzijo, je tukaj idealen moment, da stranko ponovno navdušimo. Začnemo se s tem ukvarjati že takoj, ko je naročilo oddano. Torej, kako lahko personaliziramo dostavo, kako lahko personaliziramo embalažo ali pa sam izdelek in kako lahko personaliziramo podporo strankam, da bomo res še dodatno vzpostavili odnos s stranko. Naprimer pri dostavi, a naša dostavna služba omogoča, da takoj, ko dobi dostavna služba paket v roke, pošlje prejemniku sporočilo, ki si lahko zbere, ob kateri uri bi rad prejel paket. Lahko damo pri embalaži, lahko kaj na samo škatlo napišemo, lahko da damo noter eno malo zahvalno darilo ali pa samo eno kratko pisemce. Pri sami podpori moramo pa v bistvu zaposlenim, ki delajo na podpori, omogočati spet dostop do velikega nabora podatkov, ki ga imamo v stranki. Posledično morajo pa tudi oni aktivno delati na tem, da se trudijo personalizirati vse skupaj. Kar je ful pomembno pri personalizaciji, ker delamo res z ogromno količino podatkov, da pazimo za zasebnost in varnost teh podatkov, ker največji strah imamo uporabniki spleta, vsaj trenutno, ravno z zasebnostjo in varnostjo. Torej, vaši uporabniki, vaši obiskovalci se morajo počutiti varne, ne sme jih biti strah vpisati tistih podatkov, ki jih želite v njih. Torej, vprašamo se, kako pridobivamo podatke v stranki, a gre to prek, recimo na spletu prek HTTPS protokola, da je varno dekriptirano, kako hranimo te podatke, kdo vse ima dostop, a so podatki šifrirani, ali imamo backupe in tako naprej. In kot smo že omenjali, pri sami personalizaciji procesa so podatki ključni. Vprašamo se, kako in katere podatke zbiramo, in pa potem najpomembnejše, kako uporabimo te podatke, da dejansko personaliziramo izkušnjo. Ali delamo samo neke segmentacije, ali pa mogoče AB teste, ali dejansko personaliziramo izkušnjo dobesedno vsakemu posamezniku, glede na neke parametre, ki jih imamo, torej da se to dejansko izvaja programatsko. In zdaj, ko se lotimo personalizacije, je ponavadi najlažje začeti z neko osnovno personalizacijo e-pošte. Ker če ne drugega, o prejemnikih ponavadi imamo poleg maila vsaj še njihovo ime, mogoče neko lokacijo, in tukaj lahko začnemo že s tem, da personaliziramo nek nagovor, pa recimo, da jih glede na lokacijo ločimo na neke segmente, katerim spremenimo potem subject v mailih. To je neka stvar, ki jo lahko v bistvu z vsakim orodjem za email marketing se že lotimo. Zdaj potem, preden se pa lotimo v bistvu neke napredne personalizacije e-pošte, moramo po večini primerov personalizirati tudi že spletno stran, ker dejstvo je, da spletna stran postane vse bolj tesno povezana z mailom. Torej, klik v mailu lahko sproži prikaz neke čisto konkretne personalizirane spletne strani. In tukaj je v parih slikicah pokazan, kako izgleda neka enostavna personalizacija e-pošte in kako jo lahko sofisticiramo, oziroma mogoče rečemo lahko tudi, pa ni slabo mišljeno, zakompliciramo. Torej, v osnovi smo rekli, lahko personaliziramo nagovor pa subject,
V naslednjem koraku lahko rečemo, da glede na to, kaj je nekdo počel na spletni strani, mu pošiljamo spet posebne maile, torej delamo neko segmentacijo. Majčkeno bolj zahtevna zadeva je, da damo v en del maila, recimo v glavo, prav personalizirane ponudbe ali pa čisto personalizirano vsebino. Spet, lahko na segmente, lahko pa naredimo res ogromno nekih ponudb, ki se zberejo potem čisto avtomatsko, glede na podatke, ki jih imamo. Potem še majčkeno bolj napredno je to, da merimo in zbiramo podatke, kaj se dogaja na različnih kanalih, kaj naši obiskovalci počnejo z nami ali pa pri nas na naših družabnih omrežjih, kaj počnejo na naši spletni strani, kakšne podatke smo dobili iz klicnega centra, in vse to združujemo in prikazujemo vsebino v mailih, ki je prilagojena glede na res veliko količino podatkov. In potem nekako najvišji nivo personalizacije je pa personalizacija vsebine maila glede na trenutno geolokacijo, glede na vreme, glede na čas v dnevu in tako naprej. Torej, kaj vse lahko tukaj počnemo? V Sloveniji, če pošiljamo celotni Sloveniji, lahko rečemo, ne vem, ponujamo, prodajamo, imamo spletno trgovino s čevlji in nekje, kjer trenutno dežuje, damo v ponudbo neke dežne čevlje, neke nepremočljive, nekje, kjer pa ne, damo pa v ponudbo neke drugačno jesensko obutev. Ali pa zopet na geolokacijo je v Sloveniji mogoče majčkeno manj smiselno, v kakšnih večjih državah se pa tudi da potem personalizirati, ali pa mogoče tudi v Sloveniji bi lahko dejansko pokazali, recimo, kje je najbližja trgovina, najbližja poslovalnica, v kateri se lahko oglasi, da dobi, da izkoristi neko ponudbo, ki jo pošiljamo. Če imamo neko akcijo, ki traja do 10. v mesecu ali pa do jutri, lahko glede na čas, kdaj je nekdo odprl, dejansko zgeneriramo nek števec, ki odšteva, in bo odšteval dejansko od trenutka, ko je nekdo mail odprl, do konca akcije. Torej, ne bo vedno pisalo še 12 ur, oziroma ne bo pisala tista ura, v kateri smo mi poslali, ampak je dejansko ta ura personalizirana. In to je nekako tisto največ, kar lahko trenutno z mailom naredimo. In tudi te stvari so precej napredne, moramo imeti na drugi strani da poudarim, tega se ne moramo lotiti z navadnim email marketing orodji, ker morajo v bistvu potem tudi na samem strežniku moramo imeti podatke o strankah, ki se potem v živo servirajo v mail. In pa zdaj smo pri koncu. Če si pogledamo še personalizacijo spletne strani, tukaj imamo nekje največ nekih možnosti, kaj vse lahko počnemo, zelo veliko podatkov pridobivamo, najlažje povezujemo obiskovalca spletne strani z njegovim dejanskim profilom. In tukaj na vrhu imamo prikazano, kaj vse lahko na spletni strani personaliziramo, spodaj so pa primeri personalizacije. Pa če se najprej pogledamo, kaj lahko personaliziramo. Lahko personaliziramo prvo stran, torej ali glede na nek vir, iz katerega je nekdo prišel na prvo stran, ali je prišel iz maila, ali iz družabnega omrežja, ali iz Googla. Lahko si zapomnimo, kaj je brskal prejšnjič, pa mu tiste izdelke, ki jih je gledal nazadnje, damo višje ali pa nekje že v glavo. Potem lahko personaliziramo iskanje, torej glede na podatke, ki jih imamo ali o preteklih nakupih, ali o zanimanju njegovem. Ko nekdo nekaj opisuje v iskanje, mu lahko že dajemo predloge, ki so v bistvu, za katere je najbolj verjetno, da jih dejansko išče.
Personaliziramo lahko produktne strani, torej znotraj samega produkta lahko imamo dinamično prikazane recommendations, torej priporočila, katere izdelke so kupili tudi drugi, ali pa prav nek personalizirano vsebino oziroma ponudbo, torej spet neke druge izdelke, ki so povezani s tem. Personaliziramo lahko sam postopek nakupa oziroma konverzije, kjer lahko glede na neko zgodovino, ki jih imamo, lahko še kaj dodatnega ponudbo, oziroma rečemo, ok, ta kupec vsakič vzame osebni prevzem v trgovini, dajmo mu to ponuditi po defaultu, nekje na manjše pa na voljo tudi pošiljanje po pošti in druge opcije, ki jih imamo za dostavo. In pa kar lahko tudi delamo v samem postopku nakupa, lahko ponujamo nek upsell ali pa crosssell, to smo že omenjali. In pa v zadnjem koraku so pa te loyalty programi oziroma te klubi, kjer v bistvu imamo največ podatkov o nekem kontaktu, ker to, če se nekdo včlanil v klub, je ponavadi že kupec, nam zaupa, si želi sodelovati z nami, ni mu problem dati nekaj podatkov, če bo dobil nekaj v zameno, in zato podatkov imamo na voljo res veliko. In na podlagi vseh teh podatkov lahko delamo res dobre ponudbe. Zdaj pa, če si pogledamo še primere personalizacije, in primere sem pripravil glede na tip podatkov, ki jih imamo o stranki. Torej, a imamo neke demografske podatke o tem, kdo stranka je. Tukaj lahko na spletni strani rečemo, dobrodošli nazaj, lepo, da se spet vidimo. Lahko ga nagovarjamo z imenom. Zdaj tukaj treba večkrat paziti, v kateri točki ga res nagovarjamo z imenom, ali se je on že prijavil ali še ne. Ker če nagovarjamo z imenom nekoga, se še ni prijavil, se zna prestrašiti in mogoče mu pokažemo, da preveč vemo o njem, pa v bistvu je potem s tem poslabšamo izkušnjo. Lahko ločujemo besedila po spolu, če vemo, katerega spola je naš obiskovalec. In tudi to je v bistvu prijetna personalizacija spletne strani. Potem lahko gledamo zgodovinske podatke, torej kaj je stranka počela v preteklosti, katere strani je gledala, katere izdelke je gledala, kaj je kupila, kako se je odzvala na neka marketinška sporočila, ki smo jih poslali po mailu, na primer, kaj se je dogajalo, če je klicala v podporo uporabnikov oziroma kontaktirala podporo uporabnikom. Vse te podatke lahko uporabimo, da recimo prikažemo zadnje ogledane izdelke. Zadnje ogledane izdelke potem lahko ponujamo tudi v remarketingu, pa jih porivamo skozi neke druge kanale, torej na drugih spletnih straneh. Lahko ponujamo nek cross-sell ponudbe, glede na to, kaj je kupila prejšnjič. Ali pa jo prosimo za recimo oceno izdelkov, ki so bili kupljeni nazadnje. Torej, en teden nazaj ste kupili nov pralni stroj, kako ste zadovoljni z njim. Na ta način zbiramo ocene, ki so ful pomembne v spletnih trgovinah. Naslednji tip podatkov, ki jih imamo, ki jih zbiramo, so situacijski podatki, torej kaj se dogaja s stranko trenutno, torej kje se trenutno nahaja, na kakšni napravi gleda spletno stran, kaj je že brskala pri nas v tej seji, torej danes, kakšno je vreme in tako naprej. Na podlagi same lokacije lahko kar nekaj stvari potem ugotovimo. In posledično lahko ponudimo neke ponudbe vezane na trenutno lokacijo, ali je to glede na bližino trgovine, ali je to, da mi vemo, da je ona trenutno na plaži ali kakorkoli. Če vemo, da je nekdo prišel z mobilnim telefonom,
prikažemo vsebino prilagojeno za mobilne naprave. Vsebino, da sicer nimam te statistike, ampak zasledil sem tudi, da je zelo velik poskok v sami prodaji, če ponujamo neke izdelke prilagojene glede na trenutno vreme, kot smo prej govorili v primerih v mailih, kjer ponujamo recimo dežne čevlje, če trenutno dežuje, in neko klasično jesensko obutev, če ne. Potem imamo pa še zadnji tip podatkov, to so pa podatki o obnašanju, kjer pa v bistvu zbiramo podatke o tem, kaj stranko zanima, kakšen ima način življenja, torej kakšen je njen lifestyle, kakšen ima odnos, kakšne ima poglede, ali je to na svet, ali na politiko, ali na neko problematiko. In te podatke je ponavadi najtežje zbirati, ker jih moramo v bistvu slediti že kar nek napreden data mining, in najlažje to recimo dobivamo tam, kjer je stranka oddala neke ocene ali pa dala komentarje na izdelke ali pa na našo vsebino. In kar lahko s temi podatki potem delamo, dajemo vsebino vezano prav direktno na interese, ki jih ima, pa personaliziramo lahko navigacijo na spletni strani, torej da damo na začetek navigacije tiste stvari, za katere menimo, da jo bolj zanimajo. Tako, prišli smo do konca, majčkeno smo bili daljši kot predvideno. Tukaj podatkov se mi zdi, da je bilo kar veliko. Te slajde lahko dobite, ker se mi zdi, da je noter kar nekaj takih koristnih vprašanj, ki se jih je treba vprašati, če se želimo lotiti tega področja. Jasno sem pa jaz kadarkoli na voljo preko maila ali pa tudi kje drugje, torej na Twitterju in Facebooku.